V redu, no, zdaj me je najprej skozi kripto, pa še skozi tale. Pa sej so gika, ne? Kaj? Sej moramo gikati. Ja, ne, sej to se itak vedno zgodi, ampak tako, v bistvu sem se hotel definitivno teh tem tudi dotakniti, sem se jih pa zdaj so glih nanesle, pa sem rekel, to Dobar. je idealno. Zdaj, ti si vmes se potlej tudi tam enim vkamniku si pomagal za Kickstarter, to si tako bolj za hobi, ali si to kaj resno se lotil? Mislim, resno smo se lotali, slabo smo se zmenili. Mislim, slabo, pač, če bi se še enkrat pogovarjali, bi se probal drugače zmeniti. Meni je bilo fascinantno, da lahko na ta način v bistvu, mislim, spet je bila tehnologija, Ja, vse te pač outdoor, pač mi je sedel, tako da, ja, luštna izkušnja, produkt je ratov. Zdaj, če sem prav razumel, je Pipistrel vložil v to firmo, tako da. Ja, nekaj sem bral na to višel. Ja. Ker Kickstarter je tudi ena od takih stvari, ki se mi zdi tako, wow, ne. Tle se pobira nekih davkov in se to razprši ovako in enako. A je za nekoga, ali ni za nekoga. To se mi zdi pa res taka demokratična stvar. Ja, sigurno je zanimivo. Če je dosti ljudem to v redu, cool, fajn, gas podprejo, če pa ne, pa pač ne podprejo. Ne. Ja. Mislim, a veš, to je spet nekaj, kar tehnologija zdaj omogoča, pa prej na tak način, na tako širokem spektru ni. Ampak definitivno je, a veš, crowdfunding orodje za to, da glih iz te slovenske mentalitete, ne bomo najprej v Sloveniji sprobali že po defaultu ven splavaš, ne? Ja. Ker pač, a ne. V Sloveniji sploh ne moreš sprobati. Ja. Pač, tako je Unis DHL, takrat rekel, da Slovenija je za DHL statistična napaka. Tako je. Če naredijo nič, ali pa vse, kar naredijo, je manj, kot njihova statistična napaka. Ja, ampak in zato je fajn, ker te avtomatsko prisil in hkrati ti omogoča dostop do globalne publike. Mislim, da je pa res, da je pa segment kupcev je pa omejen. Če imaš ti neko stvar za, ne vem, upokojence, na Kickstarterju je lahko še to dobra stvar, pa ne boš, ker pač ne... Ker ni grupe gor, ker ni grupe. To pa res, ja. Tako da ima svoje omejitve, ampak definitivno je pa za sprobati. Pa saj smo bili tudi kar uspešni tako per capita Slovenci v tem početju. Je veliko zelo uspešnih zgodb iz tega je šlo. Zdaj, oni so pa tisti rok, ki imajo, pa čak... Equa, pa Birdbuddy, pa... še tega je kar nekaj. Ja, čak pa en tisti tag, tako kot Apple tag, kaj je že bil? Chipolo. Ja, kar nekaj. To so pač zdaj firme, ki vse so zdaj tam, 100 ljudi zaposlujejo, super zgodba. Super, pa ne rabiš nobenih davkov pobrati, pa jih z državo podpirati. Mislim, davke še vedno pol... Ne, davke oni zdaj plačujejo, ampak hočem reči to, da pa država davk pobere, pol pa reče, zdaj bomo pa to podprli, pa dokler ti znar je, pa itak vse skupaj crkne. Ja, te spodbude javne so fajn, ampak jih je treba skozi vzdrževati mehanizme, v smislu, da se ne nalep preveč pijav gor na eno shemo. Ker mislim, da se to dogaja pri nas. Pač imaš en tip razpisa, prvo let je inovativen, drug let so to pametni že z drugo stvarjo gor, tretji let je pa že mainstream. Pa že to šivajo, Okay. In zdaj ti si rekel, ste takrat naredili menedžerski odkup, a si zdaj še v Dalepsu? Imam še delaš, ja. Delaš? Ampak zdaj si šel pa čisto isto ta pravo podjetniško pot. Ja, v bistvu ne samo ta pravo, tudi namensko. Ja, jaz sem si to vem, da si se namensko lotil. Ja, jaz sem prav rekel, da si želim narediti firmo, oziroma biti zraven v firmi, ki bo napadala v štarta globalni trg, ki bo se financirala s tveganim kapitalom, da bo vse na ultra rast naštimano. Zdaj po 3 letih ti lahko rečem, da sem zadovoljen z izkušnjo. Ja.
nisem pa prepričan, da bi se še enkrat lotil podjetje graditi v mojih letih na ta način. No, ker prav okoli tega načina me pa res veliko stvari zanima, zato ker jaz v bistvu praktično nikoli pred faksom smo mi prvo firmo delili, jaz nikoli nisem bil tako per se zaposlen. Se pravi, skozi podjetnik, ampak vedno v tem bootstrap podjetništvu. Tako je. Ja. Ti si šel pa tle by the book, tako kot se Američani tle smo šli kar... A ste imeli najprej FFF investorje, ali tako Angels, ali tako Venture? Zdaj, FFF ni 3F, a ne? Sta samo še 2F. Kako? Ja, zato, ker nesramno je, če nekomu, ki ti denar da, rečeš, da je ful, a ne? Tako da so samo friends and family. Le, ampak lahko je. Ja, sam ne rečeš tega. Ne, okay. Ne, mi smo imeli eno tako... Ja, seveda, po vseh teh fazah smo šli, a ne? S tem, da v prvi fazi sem bil še jaz deloma, tudi vlagatelj. Ja. Pa smo pa šli, pač Angelom po angelski, potem Sidrum, Darun in tako naprej. Pač by the book. Ja. By the book. Tako, ker ste se naučili, tako, ker si videl te vaše startupe, da to počnejo. S tem, s to razliko, da smo se mi res tudi timing-wise uspeli usesti na ta hype, a ne, okrog, ki je bil pač par let nazaj okrog hrane. Se pravi, to, da so začeli venture kapitalisti vlagati v hrano, ne, to je bil en tak hype. Par brandov je bilo, Beyond, Impossible, ki so ta hype začeli. In je bilo relativno enostavno zbrati relativno veliko denarja, pa relativno ugodnih pogojih takrat. Ne. Zdaj, v 3 letih se je to bistveno bolj zaostrilo. Tako da nam je v bistvu Vse to me ne čudi, da si ti zavohal Zeitgeist, pa bil ta prav čez to bi ti kar pripisal. Ampak tukaj se je res pol poklopil ful stvari, ne. To si ti tako res idealno. Izkušnje iz DLX-a pa so startupi, izkušnje s tehnologijo, pa študij, nakup, gas. Tako je. Tako, kot se to dela. Ja, to mislim, in tudi jaz le vedno pravim, ne, pa včasih me kdo ne mara, ne, me povabijo kam kaj povedati o podjetništvu, ne, in pa jaz pridem not in rečem, ja, ful veliko je od sreče odvisano, ne. Pač od znanja, pa od vez, pa od tega ampak od sreče je v bistvu največ, ne, ampak jaz še vedno za tem stojim, ne. Pač, res stojiš za tem? Ja, res. Mislim, koliko bi rekel, da je od sreče, mislim. To me pa res zanima. Vsaj pol. Vsaj pol? Ja, vsaj pol. Če gledava zdaj, deva reči, da gledava po ameriško exit. Se pravi, da ti neko firmo prodaš, ne? Ja. To, a boš ti firmo prodal za 10 milijonov ali pa za 100 milijonov, je vsaj 50% odvisno od sreče. V redu, ampak ravno to, kar sem prej naštel, kako si ti to zgradil, bi rekel, da si naredil by the book in da si zelo eliminiral to srečo, ker si čisto pravilno pazil skupaj sestavil. Ja, ampak v vsakem koraku je bilo pa kar nekaj sreče. A veš, mi smo se trudili. Jaz tudi mislim, da sreča spremlja pogumne, ali kako je že povedal. Jaz se tega ful strinjam. Ampak recimo, mi smo se prijavili v Y Combinator, in smo bili sprejeti. Izmed, 16,000 prijavljenih, so 300 jih nas sprejeli. Ampak to ni sreča. Ja, en element sreče tudi je. Mislim, jaz verjamem, da v podjetništvu je element sreče. Ne bi mu dal pa 50%. Sploh ne, če se ga greš na ta način, ki se ga greš ti. Jaz bi mu pa dal. 50? Ja, zato ker vidim, da imam enak sposobne pač pire v praktično isti industriji, ki so na isti način prišli do podobnega kapitala, pa so naredili 2 slabi odločitvi. A veš, odločitve za startup je pa večinoma so narejene na nepopolnih informacijah. In ti se narobe odločiš lahko takole, ne? In to je sreča, a si ti prav ali se narobe odločil. Ni vse, je pa veliko. Je veliko, ne, ampak glih o tem se pogovarjam. Strinjava se, da je.
Ne strinjava se pa v procentu. No, Ker to me spominja na tistega, a veš, unga golfista, ki je pad zmer zadeva, pa ki so ga vprašali. Kako da on zmer tako srečo, pa je rekel, več ka vadem, več imam sreče. No, s tem se pa absolutno strinjam. Ti ne moreš imeti sreče, če ne ustvariš priložnosti. Točno to. A veš, s tem se strinjam. In jasno, zdaj, če bi jaz to probal skupaj zložiti, ker sem IT-ovsko bistveno slabš podkovan kot ti, ker me futer absolutno ne zanima in ki bi težko prenašal avtoriteto nekih investorjev in se ne bi mogel sploh nagovarjati, pa bi pa rekel, mater, nimam sreče. Razumem. Sam, a veš, moraš pa relativno na področje, ki te vlečejo gledati. Ja. A veš, no, lej. Tam pa tudi, neki sreče, ne, okej, sej. Pač, podjetništvo nažalost še vedno ni znanost, ampak je pač kombinacija znanosti, umetnosti. Pa sej to je lepota podjetništva. Ja, absolutno je. Absolutno je. Da ne zaspiš. Tako je. Ja. Se to nas žene, ne? V resnici malo tega, da je to taka malo shaky platforma. Tako je. Ker pač meni je bila hardcore znanost, je bila meni dolgočasna. Pač nisem... To, da moraš eliminirati ves človeški faktor iz ene aktivnosti, to meni ni bilo kul. Kljub temu, da sem introvert, imam rad ta human factor. Jaz sem tudi, recimo, ena od stvari, ki sem si rekel, da jo želim, ker sem začel delepso čutiti spet ta urge, da bi nekaj drugega, sem najprej se spogledoval s tem, da bi bil nek konzultant, pa bi šel na to pot. Pa sem hitro ugotovil, da v bistvu ne morem tega početi, zato ker me izčrpava to, če ne vidim rezultatov. To, da jaz grem, pa nekomu nekaj povem, pa pol pridem čez 2 meseca, pa je isto. To mene izčrpava, in to ni šlo, pa fulere delam z ekipo. Tako, jaz vem, da imam toliko slabosti sam, da rabim ekipo, ki mi te slabosti pohendla. In tako da definitivno sta to 2 stvari, ki... Si moram malo zapisati, da nekaj ne poznam vprašati, kaj si zdaj rekel, ampak to, kar si rekel zdaj, da rad dela z ekipo, se veš, jaz sem šel iz hala z malo upečenim hrbtom pravim glede tega. Vse sem si bil čisto sam kriv, zato ker smo bili pač ribnike. In sem si takrat rekel, zdaj grem pa jaz v arhitekturo, zato ker me je ta Avstralija takrat čisto shiftljena, ta avstralska izkušnja, pa te ljudje tam. Ampak sem si dal moratorij, sem rekel, zdaj pa 5 let, jaz tudi enega ne vzamem noter. In sem se tega kar držal in je bilo tudi prav, da sem tako naredil. Ampak zdaj, ker sem pa res nabral ekipo, ki je pa prebrana, tako, mislim res, po vseh teh merilih, ki sem si jih jaz naučil, pa potem, ker Steve Jobs je pričal, se pravi predaval, pa po tem, ker tele, si bral verjetno tele, ki so Basecamp naredili, 37 Signals, ker tudi oni pravijo, kako to skupaj sestavljati, pa hire slowly, fire quickly, pa to, ker si pa tako ekipo skupaj sestaviš, A-playerjev, motiviranih, samoorganiziranih, aktivnih, proaktivnih, to je pa res tak užitek. To te pa prav obogati, pa dvigne, pa... Ja. A veš, jaz se tako gledam, recimo, jaz sem točno to isto stvar začutil v tej naši ožji co-founderski ekipi, nas 4, smo bili vsi tako, pač to, kar si zdaj opisal. Pa to, kar se usedeš... Co-founderski kje? Tam v Delebs? Že tle. V Juicy Marbles. V Juicy Marbles, sploh še nismo imeli, za v kateri firmi govoriva, Juicy Marbles, tako je. Začel sem točno tako, sansko. Jaz bi rekel, najboljšo ekipo za tisto situacijo v tistem momentu in tako naprej. Ampak zdaj, kar me pa napaja, je pa to, da v bistvu
je podjetje način, kako ti v bistvu iz ljudi lahko neko iztisneš, ki je tak kapitalističen izraz, ampak se ne da izogibati kapitalističnim izrazom. Vse to je v pozitivnem mišljenju. Lahko iz ljudi potegneš Najboljše. V pozitivnem smislu. Ja, vse se bojo zmatrali, vse se bojo naučili, vse bojo naredili napake, vse to se bo zgodilo. Ampak to, da ti lahko, me je to vedno fasciniralo, kako lahko eno podjetje povzroči to. In recimo, se mi zdi, da tudi ni zrastel v ekonomskem smislu to, kar bi lahko, ker je še vedno ta vrednota, da ustvarjajo zanimiva delovna mesta, kjer ni ljudem praktično nikoli dolg čas in kjer so vedno novi izzivi, ki jim omogočajo rast. To je bilo vedno enako pomembno kot pa zaslužek. In zato mogoče firma tudi finančno ni zdaj delala na nekakšnih presežkov, ampak ljudje znotraj podjetja so se pa meni zdeli vedno ful zadovoljni s tem, kar delajo. In zdaj, to je isto, mogoče seveda profili so drugačni tukaj in tako naprej, ampak to mene driva. Pač razvijati ljudi v stroj, ki je zmoren več od sote posameznikov. Ja, evo, isto tukaj. Dobro, sicer jaz to v veliko manjšem merilu, ker nas je jasno manj, ampak dejansko mogoče pa to tudi malo z leti pride, da ti je motiv ne samo neki buildati firmo, pa projekte, pa denar, pa nekaj, ampak da dejansko vidiš to rast. In jaz sem večino mojih praktično vse pobral že v študijskih letih, pa gori in zdaj so pri meni že res dolg. In ko vidiš to, kako so se naredili, kot, ne samo po profesionalno, jasno, da so se naučili, ampak kot osebnosti, pa veš, jaz sem jih peljal tudi knjigi na psihološko predavanje, pa Dare tu na Unoke coach, pa tako, veš, da tudi to ne samo profesionalno raste, ampak tudi osebnostno, to je meni tako užitek gledati. Tako užitek gledati. Ja, se strinjam, to je eden, mislim, pa tudi zagotavljati to, da rad greš pol tudi ti tja, kjer se dela, se pravi. In zakaj sem prej rekel, da se tega ne bi več na ta venture capital način loteval, je pa zato, ker je pa tle ugrajen ta konflikt, med popolno finančno optimizacijo na njihovi strani, pa med tem feelingom, ki ga hočeš imeti, zato da, ker jaz ful verjamem, da če hočeš dolgoročno firmo graditi, moraš imeti ta vibe noter. Če hočeš te firme, ki so 100 in več let, so v neki točki to uspele na ta način postaviti. Ja, to te čutim, isto. No, sej, ko boš to prodal, boš lahko naredil pa eno na tak način. To je... Zanimivo vprašanje, tudi recimo za naše vlagatelje. A veš, jaz sem mislil, da je to strogo zacementirano. Kjer je stvar? Da je pač ti dobiš denar, in potem se zgodi prodaja. Ampak sem pa prijetno presenečen, ker veš, mi imamo vse te naši veliki vlagatelji, eni so, temu se reče, climate fund, se pravi, so v bistvu sklad, ki vlaga v tehnologije, ki imajo potencial se boriti proti okoljskim spremembam. In drug je pač en tehnološki, ampak tako tudi njihova percepcija se malo spreminja v smislu, veš, kaj je zdaj, sploh te, ki so climate, oni saj tako navzven, pa verjamem, da tudi na notarjih, ki so kar ljudje na mestu. Imajo drugo poslanstvo. Ja, je v bistvu za njih fail, če ta firma ne bo zrasla, bolj v kontekstu tega impakta, ki ga potem ne bo imela. Recimo, oni imajo tako, oni rečejo, mi ne vlagamo v nič, kar nima potencijala odstraniti 100 gigaton CO2 na leto. In veš, njim je že zato mora firma uspeti, da bo tok CO2 iz atmosfere odstranjenega. En kriterij. Seveda imaš noter
tudi finančna pričakovanja, ampak vsaj neko ravnotežje. Ja, verjetno že ljudje, ki so v ta sklad svoj cash vložili, bi ga mogoče lahko tudi drugam, ampak so ga sem tukaj, da imajo še nekaj tega in da mora biti tudi sem za greenwashing, ampak mora biti tudi nekaj konkretno. To mi je bilo ful pomembno, da v bistvu vzamemo denar od takšnih skladov. Nam je tudi v bistvu v veliki meri to uspelo, v smislu nimamo nobenega, ki bi se pritiskal zgolj na finančne rezultate. Je pa res, da se je cela industrija obrnila. In če pa firma hoče preživeti, pa mora biti poslovno uspešna. Ja, dobro, tukaj se pa vse začne pa nekaj. Ampak, a veš, je v tem hypu šlo toliko v kontrasmer, da, a veš, to, da imaš ti zdravo maržo na produktu, pa da ga znaš prodati, sploh ni bilo pomembno. A veš, in se zdaj dogaja korekcija, kjer pa vsi malo bolj trpimo, kakor bi bilo zares treba. Tako, a veš, ker bi rekel, da se je cela industrija malo pekla. No, mi smo imeli srečo v nesreči, ker se nam je to zgodilo v zelo zgodni fazi obstoja podjetja in smo v bistvu z relativno majhnim spremembo smeri prišli, a veš, iz tega, da divjamo za tem, da se vsem kašna je marža, glavno, da mi razvijamo tehnologijo, ki nas bo ščitila, ko bomo enkrat veliki, v to, da smo obrnili, pa smo rekli, ne, ful je bolj pomembno, da mi prodajamo produkte, z njimi zaslužimo to, da se bomo sami sebe preživeli. Ker veliko firm tega ni realizirali, ni šlo naprej in imajo zdaj portfelj patentov z nič prihodki. Tako da, to je, mislim, mogoče se jim bo išlo, sam je pa riski. Ne bo se jim išlo, v naši industriji. Mogoče v kateri drugi, recimo v neki farmi, ali pa tako, food, pa ne. Ker nas zdaj dobesedno vsi gledajo na neke klasične multiplikatorje v klasičnem pomenu besede. Vredni ste tokratnik prihodkov. Meni gre, Juicy Marbles dela, da nam zdaj kakšno napačen izraz uporabil, umeten meso. Ali ne vem. Zdaj, ampak jaz se živo spomnim, živo se spomnim enega dogodka, ki smo bili jaz, pa Alenka, pa ti, ne vem, kje smo bili, neki smo se pogovarjali in takrat si bil ti še zelo mesojedec. In si celo, Alenka si takrat nekaj spogledovala z vegetarijanstvom, pa si ti še tako kot še iz vidika stroke bio, to, kar si naštudiral. Pa si pa v nekem trenutku prešaltal, a je to prišlo, ta produkt prišel iz tega, ker si ti ratov prej vegetarijanc, ali si ti ratov potem vegetarijanc, ko si ta produkt začel razvijati? Ne, jaz sem prej postal, danes sem en full-over citat prebral, ki je sodelavci napisal, "This was also the period in which I was the most vegan." A veš, in jaz že od začetka te besede veganstvo, pa cela to poslanstvo, ki jo za sabo prinese, jaz tega nisem nikoli maral, ker je tako, ker sem jaz rekel, da je vegan, je bilo vedno vprašanje, kaj pa sploh ješ, ali pa je bilo to pa ni zame, ali pa veš, folk je nehal hoditi na kosila, ki mi je bilo naroden. In sem hitro začutil, da to ni, tudi recimo mi da otrok nikoli nisva indoktrinirala, mislim, jaz sem se seznanil z problemi te industrije skozi vaje na faksu. Pač greš pogledati, kako se dela ta izdelek in pol vidiš, tle je kolaterala taka, tle je kolaterala taka, tle je taka. In tega nikoli nisem, zaradi tega veganskega messagea, še se nikoli nisem mogel javno hvaliti, v smislu, jaz sem pa vegan, pa zastopam pravice. To meni, jaz sem vedno gledal iz vidika učinkovitosti vse stvari. V smislu, imamo na svetu tokle zemlje, obdelovalne površine, mi jo zdaj, pač število ljudi raste, zdaj smo že čez 8 milijard, vedno več ljudi prihaja v do večjih finančnih zmožnosti, to je povezano s povečano porabo ali s povečano željo po uživanju beljakovin
imamo zdravstvene smernice, ki nas prepričujejo, da so beljakovine super, ne? Ampak mi jih zdaj najbolj možno neučinkovito proizvajamo. Ne? Če greva na ekstrem govedine, ne, ki je na eni strani tak najbolj reprezentativen kos beljakovin, mislim, a ne? Veš, krava poje 100 gramov beljakovin zato, da jih priraste 5. Okay. Ne, vse ostalo gre v toploto, v CO2, v metan, v pač neke stranske produkte. Ne? Yeah. In če bi ti rekel kjermukoli direktorju, kjerekoli proizvodnje, da mu boš ugradil eno mašino notor proizvodno, ki ima 5% učinkovitost, ne, te bo vprašal po zdravi pameti. Ne. Ja. Še motor z notranjim izgorevanjem, ki je kao ful neučinkovit, ima 20% učinkovitost. Ne. Ja. A veš, tungsten žaranca ima 8, pa je to zastarelo. A ne, krava je na 5, kadar je najbolj optimizirana. Ne. In preprosto, če pogledaš, da porabimo 70% obdelovalnih površin, ki jih imamo za to, da futramo te neučinkovite organizme, zato da polje. Je meni preprosto tako, zakaj te neučinkovite stroje uporabljamo? Saj, če ti vzgojiš 100 gramov beljakovin v obliki rastlinskih beljakovin, ja, v redu, so manj učinkovite v telesu, slabše, lahko se tleh pregovarjava skozi, ampak to se ne spoznam. To pokompenziraš s tem, da jih poješ pač 20% več. Ne ješ 1 gram beljakovin na gram telesne težine, ampak veš 1,2 pa 1,5, pa kompenziraš. Pa malo ješ lečo, pa ona, pa imaš še vse aminokisline, pa si lahko poklukaš, ni problem v tem. Ampak okay. jaz sem vedno gledal na ta v bistvu okoljski problem, iz tega vidika, da tle ful stran mečemo resursov. Mene to, še vedno mi je to ta glavni drive. Recimo, da bom fair, pri prašiču ta številka že boljša, piščanca pa recimo za 1 kilo mokre mase rabiš nafutrati samo 1,6 kg hrane. Ko piščanca je ful učinkovita. Aha, okay. 20krat bolj kot krava. In pol... Tudi take teka okolja, samo unke v baterijski reji. Samo unke v baterijski reji, tako ne. Mislim. Ja, ker unga mogoče si ne bi to želel, ja. Mislim, ali unga, ki okoli teka. No, lej, ampak se unka okoli teka je tudi 12 evrov na kilo, uni iz baterije pa 3 evre na kilo. Ja. Pač tudi zaradi tega. Ne. Ja. In pač mene je ta stvar takoj, plus jaz sem rad imel meso. Mene še zdaj meso dober. Ja. Meni sam način, kako prijemo do mesa, mi ni bil najbolj všeč. In to je ena stvar, druga stvar pa, tudi če znaš ti ful dobro kuhati in so jedi, ki jih narediš samo iz rastlin, res vrhunske, je problem, da so beljakovinsko manj goste kot meso. In pač ti lahko narediš ful dober tofu, pa ful dober fižol, pa vrhunske jedi. Ampak dejstvo je, da če ti hočeš toliko pojesti, kolikor rabiš, boš mogel pojesti pol kile une jedi, pa pol kile une jedi, in je težko. Jaz sem mogel svoj želodec navajati kar nekaj časa, da sem lahko sprejel toliko veliko količino hrane, kot sem jo rabil, da sem poklukal tiste osnovne kljukce. In je to pač za povprečnega človeka prenaporno, preštorasto. In jaz kot v osnovi nekdo, ki je recimo iz vidika everyday life-a len pri določenih teh vsakdanjih upravilih, kot je sprav dosti hrane, primerno zdrave, vase, sem iskal, kaj lahko mi naredimo, kaj lahko pa tehnologija naredi, zato da bi naredila, in to so še vedno sanje Juicy Marbles, da naredimo senzorično boljše izdelke, prehransko boljše izdelke, cenovno primerljive izdelke in pol ne bo več debate, ali se temu zdaj reče umetno meso, ali je to čisto neka nova kategorija, whatever. Pač ljudje bojo to jedli, ko bo enak ali boljše, enak ali cenejše, pa enak ali lažje za pripravo. Ja. In to je naš cilj. Tako da... Vrhunsko. Ja. To bi še jaz kot čisti karnivore kupil ta cilj. Ja. Ker pol, če je dejansko toliko dober ali boljše,
je to zame že zmaga. Ti dam par primerov. Mi se zdaj malo silimo, da izumimo kriterije, po katerih je stvar boljša. Okay. Ampak ti dam čist preprost primer. Ti imaš steak, odlično pečen steak. Ga zarežeš, ga daš v usta, začneš žvečeti. Prvih 5 žvekov, so to žveki, kaj je? Popukajo vse celice, ful tekočine, ful okusi, kislo, umami, mastno, pač super. Bog ne da ti ta grižljaj malo predolg grizeš. Ker enkrat izcuzaš vso vodo, imaš v ustih uno kepo mesa, ki se jo spomniš iz otroštva. In je balancing act, kdaj boš ti to stvar pogoltnil. Okay. Recimo, naš izdelek tega problema nima. Je dokler ga imaš v ustih približno enak, sočen. Pol imaš recimo, ne vem, imaš spet en lep steak, ti zarežeš, pa je not ena fascija. Imaš not en steak, neki. Zdaj pa, kva boš? A boš odrezal stran, a boš pač rekel, jebi ga, ne? Pri nas tega ni. A veš, in pol, to so rahlo izmišljeni benefiti, zato da, ampak ilustrirajo, kam želimo priti. Ja, sam niso izmišljeni, se pravi, ker v bistvu vaša testna skupina bi bil jaz idealna, zato ker jaz res, zame čez steak, ki se ti stopi v usti in ga ni. In nisem pa jaz versko naravnan, da bi moral biti to meso. Meni vse ne samo reče juicy pie, da se samo reče krava. Da je to, ne? Tako je. In, a veš, pol je par kategorij živilskih izdelkov, ki so dosegali ta status. A veš, ena kategorija pa je tako slab primer, kategorije ne podpiram, ker se mi zdi ne tako, mogoče malo čuden, ampak z Red Bullom imam jaz tak love-hate odnos. Po eni strani mi je super case, ker so marketing postavili na čist drug nivo, kaj je marketing pač nekega živila. Po eni strani so funkcionalno živilo, se pravi, pač ga spiješ zato, da imaš energijo, po drugi strani je pa to zdaj šlo v čist napačen ekstrem, kdo to uživa, v katerih priložnostih in tako naprej. Ampak lej, izumili so kategorijo, torej da se izumiti novo kategorijo. Pol imaš pa drug primer, recimo, ki mene navdihuje, je pa ena nemška firma Rügenwalder Mühle, ki so kot najbolj tradicionalna nemška možna firma, ki dela salame, te poli mortadela varianta, sveže salame. To niso salame. No, to so kaj so to? Poli pa mortadele. Barjene klobase so to, tehnično. Ampak oni so pač 2014 rekli, lej, iz istih razlogov, pač mi moramo najti bolj učinkovit način in so začeli te izdelke pelevati. In zdaj pač so naredili tranzicijo in že skoraj, več kot pol svojih izdelkov prodajajo v plant-based obliki, brez tem, da bi se jim ciljna skupina drastično zamenjala. A veš, oni so sam implementirali bolj učinkovit način proizvajanja praktično identičnega izdelka. Zanimivo, ja. Tako da, to so nekako stvari, ki mene navdihujejo, da pridemo do tega našega cilja, ki je s hrano je seveda povezan, ampak želi povezovati ljudi, mi smo šli v nasprotju z nasveti najprej v trgovine, pa šele pol v restauracije, zato ker mi hočemo, da folk to doma pripravlja, da doma kuha. Zato ker, če ti doma kuhaš, bolj kakovostno ješ. Pika. Kdo pa vam je svetoval, da pejte najprej v restauraciji? Vsa svetovalna industrija okrog prodaje hrane. Zato, ker so pač v tej verigi boljše marže. In manj si občutljiv na to, koliko si sposoben proizvesti. Ker pa, če v restauraciji zmanjka stvari, pa je en dan ni,
bo še preživel. Če se v trgovini zgodi, da te ni, enkrat ti še pogledaš skozi prste, pa letiš ven. In zdaj ste prišli v verige, mislim, v trgovine. Ja. Zdaj smo v kar nekaj verigah. Spostavil bi Anglijo, ki smo v bistvu dveh ta večjih, Waitrose pa Tesco. Švica, Skandinavija, Amerika. Pač. Kaj pa tukaj? Pa ravno menjamo trgovca. Koga? Iz ene barve v drugo barvo bomo šli. Ok, aj skrivnošče. Ja, še skrivnošče. V redu. Dobro. Ja, mislim, zdaj, jaz, kot sem rekel, nisem še probal tega, ampak ne, in tudi na prvo žogo včasih si mislil, pa kaj, glej, če nekdo noče jesti mesa, ne, zakaj bi mu dejal nekaj, kar je čim bolj tako kot meso, pa ne, se mi je zdelo to trapast. Ampak prvič te razlogi, ki si jih ti povedal, ki so čist drugi, kot jih običajno vegetarijanci pa vegani navajajo, pa to zelo make sense, drugič pa make sense, zato, ker recimo zdaj vidim, jaz sem zdaj zmanjšal količino laktoze, oziroma vseh mlečnih izdelkov. Pač zato, ker jaz sem od leta 0 do leta 50, tako, jaz nisem intoleranten na laktozo ali pa tako, ampak ne dane mi pa dobro pojedel sem jo pa dejansko veliko preveč. Jaz sem sposoben popiti liter jogurta na dan, pa še kaj zraven, ne? Še kakšen camembert, cel kos, pa tako je. In Alenka je to že prej naredila, pa mi je rekla, ja, ker sem probal te druge tipe, mi je rekla, ja, pa mi niso bili fajn. Je rekla, ja, to se ti ne okus navad. In jaz sem probal, pa se okus ni več navadil. Zdaj dejansko naredijo, če greš ti od parih teh proizvajalcev kupiti, ne vem, nek jogurt, je dejansko že jogurt tako, kot si jaz predstavljam, da jogurt mora biti, pa ni, da bi se mi okus navadil, zato ker jaz lahko tudi navaden jogurt pojem, mi nič ne smrdi, tako kot je Japoncem, nič, ne. In se pravi, ima zame vrednost to, da simulira unga, ki mi je... In kaj je pa to povzročilo? To je pa povzročilo napredek tehnologije. Itak. Da je pač to možno. Tako, kot so bili, ja veš, ovsen mlek pred 15 leti se je obstajal, ampak je bil res ovsen. Pač ovsen mlek danes, ali pa sojen mlek danes je pa pač... No, pa danes pa že, ne vem, datlino mlek, recimo. To je resen mlek. Mislim, se mu niti ni treba več reči mlek, ker se ne rabiš to. Se mu ne sme reči mlek. No, kakorkoli. Ampak dejansko to so tako tekočine, ki jih moj telo, ki je še zmeraj navajen in nima nobenega problema z navadnim jogurtom, okusom navadenega jogurta in to z lahkoto. Ti je sprejemljivo, ne? Pa ni mi niti toliko drugače. Recimo tipičen primer je nek Alpro borovničev jogurt. Tam skoraj. To je to. Čim je še okus, je to. Ampak veš, zdaj predstavljaj si, da bi meso prišel enak daleč. Da bi ti samo še bil sposoben zaznati, da ne gre za isto stvar, ampak užitek bi bil pa isti. To je naš cilj. Odvisno zdaj, s čim se primerjaš, ampak recimo, če se primerjaš z nekim mesom, ki ga ješ recimo v neki jedi, v nekem... Da ni res samo odrezan kos stejka na vilci, da ga gledaš in pol žvečeš, smo mi že dosegli ta nivo. Zdaj ta čist, da bi pa stejk vilca, pa ne čutil razlike, tle pa še nismo, tle pa nam še manjka. Ampak za aplikacijo, se pravi, tako, ko se večina mesa poje, smo pa tam. Odlično.